Zdravo, en lep pozdrav vsem skupaj, upam, da ste dobro, upam, da ste zdravi. Danes je že na vrsti 10. epizoda podcasta MCC vam pove in današnja gostja je izjemno talentirana pevka in pa vsestranska umetnica Samanta Maja. En lep pozdrav! Kako si? Dobro, sem kako si ti? Ja, pa gre, držimo se. Povej mi malo, zdaj se bom malo dotaknila vse tvoje kariere, kar si že dala za tako mlada leta, si že dala res ogromno veliko čez. Pa me kar zanima, kako so se začele tvoje prve glasbene poti? Že kot zelo mala punčka sem se odločila, da bom igrala klavir. To je bila ena taka prva mogoče odločitev v to smer. In tako sem tudi začela, v prvem razredu sem šla v klavirju, pa sem se naveličala, sem pustila in sem se veliko bolj posvetila plesu, tako da sem v bistvu še predvsem tem bila bolj uspešna plesalka kot karkoli drugega, nekako mi petje sploh ni še do približno 12-13 leta bilo nekako na pladnju. Pa kar naenkrat v bistvu nekaj v meni kliknilo, vse bolj sem se začela zanimati tudi za druge instrumente, malo sem kitaro probala, bobne sem se učila, ampak nič me ni toliko naokoli kar petje in tukaj tudi še vedno vztrajam in to se tudi na koncu v bistvu še najboljši šlo. Samanta, midva si tudi delima na nek način skupno pot. Oba sva bila dijaka ene zelo fenomenalne srednje šole, gimnazije Celje Center, ki v bistvu tudi poleg seveda učnih uspehov proizvaja, s temu rečem, glasbene talente in med njimi si tudi ti. In v glavnem, da mi mogoče malo več opišeš, kako je bilo to, ko si prišla na šolo, na center, kako se je začela tvoja glasbena pot tam, kam si se prvo včlanila, opisala, mogoče nekaj o tem. Ja, no tako sem rekla, konec osnovne šole sem začela iti v to pevsko pot in glavno, zakaj sem se sploh odločila za center, je pač bilo, ker so na informativcih imeli svoj band, Šlagerse, ne? In tam so oni peli in v bistvu sem se takrat zaljubila in sem rekla, to je to, pač jaz grem sem. In to je bila moja najpametnejša odločitev v mojem življenju, da sem šla na center. Že takrat, torej še predno sem prišla na srednjo šolo, sem se spoprijateljila z Maticem Doklerjem. On je takrat bil lead pevec Šlagersov in je še do danes moj najboljši prijatelj. Za najboljši prijatelj? Tako za tamo. Boljši odgovor. Ja, in on je bil ogromen del moje zgodbe, zato pa tudi ga omenjam. Ker z njim sva pa tudi začela v Ljubljani igrati v enem hotelu. Takrat so bili to v bistvu že moji prvi plačani špili. In potem v bistvu sem se tudi kar hitro vključila že v Šlagerse, torej v tisti band. In potem smo tudi imeli nekaj svojega, več različnih sestavov, dueti, pa malo manjše skupine, pa malo večje skupine, marsikaj. Tako da v bistvu v teh 4 letih sem dala toliko enih nastopov skozi vse preko šole, tudi plačano in to je to, kar me je dalo še pogum in neko kilometrino, da sploh sem, kjer sem, da sem si upala še pa nadaljevati. Super. Zdaj sicer jaz vem, kjer je bil tvoj prvi izdan komad ven, ampak mogoče za tiste, ki pa te ne poznajo tako dobro, da ga mogoče opišeš prvi komad, ki si ga izdala, tudi videospot bil posnet, da mogoče opišeš ozadje, kako je nastajal, s kom je nastajal, pa kakšna v bistvu tematika, tako da mogoče, če to opišeš lahko. Izdati svoj prvi komad je res zelo težka naloga, ki jo moraš pač nekako čim bolje rešiti kot pevec, kot glasbenik. Marsikdo do tega sploh ne pride. Pa bi rekla, da je predvsem zaradi pomanjkanja poguma, če že nekaj drugega. Ker smo vsi dovolj talentirani in vsi imamo nekak sredstva, da to naredimo, ne zelo samo, če je pogum zraven, da to dejansko izpolnimo. Jaz sem v bistvu po koncu srednje šole, imela sem že napisan Do neba, to zdaj govorimo Do neba, že kako leto, pa leto pa pol sem ga že imela napisanega. In nekako, ker prvo nisem niti imela neke
željo, oziroma nekako mi ni bilo to prioriteta, da bi kaj naredila iz tega komada ali karkoli. Dokler me ni pač en dan neki, poslal v to pot in sem začela delati dejansko in sem rekla, ok, zdaj pa jaz moram najti ljudi, ki mi bojo pomagali, ki to lahko jaz posnamem. In evo, tu se spet vrnemo na Matica, jaz sem nekaj davno ogromen del. Tako da cel podcast se gre v Matico. Ja, sem šla do njega, in sem rekla, jaz imam tu en komad. Takle sem si ga zamislila, jaz ga zašpilam, odpojem. A ga lahko mi dva pač približno malo tako posnamemo na tvoj računalnik, pa da imamo nek demo. In tako je tudi bilo, on mi je tudi pa še malo pomagal in smo ga res mi dva v bistvu skupaj izklavali in to je bilo to. Pa sem jaz iskala producenta, nekoga, ki smo ga že itak poznali in smo tam tudi pol posneli. Je pa v živo band snemal, moj takratni band in the rest is history. Ena fenomenalna izkušnja predvidevam to. Ja, definitivno. Zdaj lahko že tudi delimo z našimi gledalci podcasta novico, ki pa jo že po moje tako poznajo, da si izdala prvi EP, če se ne motim, ne? Ja. Tako da čestitke, mogoče da malo to opišeš, o čem govori, na kakšno tematiko se nanaša, mogoče to. Ja, torej izdala sem novičko, da pride pa 3.11. Uradno, skupaj z videospotom in zadnjim singlom tega epa. Imenuje se Venera. Venera me že celo življenje dosti spremlja. Jaz sem se dosti že kot otrok obadala z vesoljem in vsem tem. Vedno me to zanima, že pri 4-5 letih sem znala planete po vrsti našteti, tako res sem se vedno s tem ukvarjala in to se tudi sliši v vseh komadih in tudi vidi, no, to sem probala doseči, da so vsi tako malo vesoljski. Zakaj Venera? Po horoskopu sem bik in glavni planet bika je Venera, tako da je v bistvu Venera moja predstavnica mojega znaka. To je eno, drugo pa pač predstavlja vse, kar je meni všeč, ljubezen, strast, nežnost, ženskost, to vse predstavlja in ko sem se odločila, kaj čem, v bistvu naslov Venera sem že jaz 2 leti po glavi motala in sem vedela, da enkrat bom jaz imela pesem, ki se je reklo Venera, ampak nisem še imela besedila in nisem še imela točne podlage in nisem vedela, kaj točno bom s tem, ampak bilo pa je nekje v misli. In pa je bilo tako, da sem čez poletje, zdaj delam z novim producentom, Pegnom Koradinom, on je v bistvu rekel, jaz imam eno idejo, mi je poslal in v trenutku, ko mi je poslal, ko sem jaz poslušala, približno kot bi se zlogovale črke besede notri v komadu, pač jaz pa moram besedilo napisati, se je prav išlo, da rečem Venera v refrenu, in sem rekla, to je to. To je ta, katero bo imel ta naslov. Super. In pa je zelo hitro v bistvu ratalo besedilo, ker je že toliko dolgo se kuhala nekje zadaj. In ja, potem pa tudi EP se zdaj imenuje Venera, da zaobjame res vseh teh 5 vesoljskih komadov in vsi z istim namenom, to je pa pač ljubezen in ženskost, nežnost. Odlično, se pravi 3.11, a ne? Tako. Ob uri, že vemo mogoče uro? Ne vemo še. Ne vemo še, v glavnem 3.11 vsi na telefonih. Ja. Cel dan. Super, zelo nas veselim, ti tudi vsi v MCC ekipi čestitam. Najljubša, hvala. Zdaj pa, mogoče na nek način si mi že delno odgovorila na to vprašanje s tem vprašanjem, ampak ker je zdaj ta čudni čas, ki ga preživljamo, je mogoče ta projekt tudi nastajal med karanteno, ki je bila marca in pa oziroma bo zdaj na novo, ne? Ja. Ta je v bistvu nastajal med poletjem, tako da ni čist karantensko delo, glas je bolj karantensko delo. To pa, ja, bo pa vseeno šlo kljub temu, da smo zdaj spet v karanteni, ker se pač ne znamo staviti, zaradi tega, ker je bilo v planu in zakaj ne. Ja. Pa sej, nasplošno se mi zdi, da tudi ostali ljudje, pa da lahko to pritrdimo zraven, da brez vas, pesnikov, potem pisateljev, ustvarjalcev filmov, serij, res bi bila ta karantena zaznoretno, dolgočasna. In mislim, da smo vam lahko res hvaležni, da nas
v bistvu pogostitev, narekovaj, z vašim koščkom srca in da date to od sebe in take stvari ti res prikličejo ene lepe spomine na čase, ki upajmo, da bojo kmalu minili. Tako da res fenomenalno, tako da pohvale. Ja, definitivno jaz in moji prijatelji vem, da vsi so se trudili, da čim bolj skrajšamo to karantensko dolgočasje in da je marsikdo tudi delal v tem času in marsikdo je tudi kaj ustvaril. Super. Zdaj bi pa te mogoče eno takšno zelo bedno vprašanje vprašal, ker vem, da ti ne bo všeč, kolikor te poznam. Kdo je Samantha Maja, ko ni pred njo kamer, ko ni pred njo mikrofona? Kdo je? Ker ni pred mano kamer. Kaj jaz vem, ne vem. Skušam se čim bolj distancirati od tega, kar sem kot nekdo, ki je medijsko izpostavljen. V smislu, tukaj vseeno je neka prezenca, ki mora biti in neka določena urejenost in ne vem, če smo čisto iskreni, ni take sproščenosti, kot če si doma za televizijo s prijatelji, ne. Tako da definitivno sta dve različne Samanthe. In to sem ti že mislim, da tudi enkrat razlagala, da v bistvu zakaj sem jaz začela iti v to petje. Ogromno navdih mi je bila Hannah Montana v tistem času. Meni si, ampak njim pa zato. Ja, Hannah Montana, tudi 10 let nazaj. In tudi mi je bilo všeč to njeno dvojno življenje, da ona v bistvu bila čisto preprosta punca, pa ko je dala tisto lasuljo, kar je bila pa nekaj drugega. In se velikrat ulovim, da živim točno to življenje. Da zjutraj delam, ali pa delam faks, ali nekaj pač čisto normalnega, pa se pač moram izrihtati, iti frizerju, ne vem kam še vse in iti snemat komad, ali pa iti snemat videospot, ali res... Na koncert, ne? Na koncert, ja, neko dvojno življenje je definitivno. Zdaj, pred kratkim si imela tudi pri nam koncert 4. september, ne, 11. september. Točno 11. september se spomnim. Jaz sem tako, ne? Spomnim se 11. september, bil je res izjemen koncert, tako da res vse čestitke. Kako si pa tam doživljala v bistvu ta koncert? Kakšno ti je bilo občinstvo? Kako so se ti zdeli vsi predvajani? Mislim, vsi komadi, ki si izvedla, mogoče to? Zdaj, imeti koncert v tem času je ogromen privilegij, zato sem neizmerno vesela, da smo ga sploh lahko speljali. S 6-članskim bendom, torej na profesionalnem odru, s profesionalnim ozvočenjem, s takšno organizacijo, ki ste jo vi v bistvu vodili, je res, mislim, je privilegij, ne? Res smo bili vsi veseli, da sploh lahko, drugače pa vse normalno, ne? Pač ljudje so bili, dosti je bilo ljudi, zraven so peli, ja, res tak. Je bil fajn občutek po dolgem času, ne, spet doživeti koncert. Mi smo sicer imeli poleti, ni bilo čisto prazno, pa smo snemali, ja, pa tako, smo kar dosti izkoristili, tako da sem lahko vesela. Ampak tak velik koncert je pa res bil zdaj redkost, tako da to pa super. Odlično. Zdaj, mogoče da še poveš, da se dotaknemo še tvoje šolske poti malo. Kaj študiraš, kje si v bistvu nastanjena v tem kontekstu? Ja, drugače sem v Ljubljani, tam živim, torej ker tam tudi študiram in delam. Delam v eni luštni knjigarnici in s tem denarjem si tudi glasbo omogočam. Drugače pa študiram filozofijo in pedagogiko in andragogiko. Odlično. Ja. Kar zakomplicirane teme, no? Ja, predvsej zakomplicirane, ja, ampak predvsem filozofija me zelo veseli. Ti prinaša neko zadovoljstvo in veselje, to je super. Ja, definitivno. Mene nasploh zanimajo vse te stvari, ki niso čisto dogovorjene, jasno, ja, tako, da malo lebdi, da je še v zraku, to je meni zelo všeč. Odlično. Zdaj pa zanima me, kaj v bistvu pripravljaš v prihodnosti. Že imaš kaj mogoče v glavi, vem, da boš zdaj izdala ta ep, ampak mogoče že kaj vnaprej pripravljeno, se že kaj dogovarja, nam lahko mogoče kaj zaupaš? Ja, s tem epom si želim, oziroma to je bil namen,
da pač damo zdaj teh 5 pesmi v neko celoto in to strnemo in da je to vse pod nekim istim zvokom, isto vizijo. Tako da definitivno se končuje tu nek del mojega ustvarjanja, oziroma neke vizije. Ne. Zdaj bo zagotovo nekaj novega. Definitivno si želim vedno ostajati torej, sveža, ne? Da je vedno nekaj novega, da gremo skupaj s trendom. Nimam še točno začrtanih nekih ciljev, ampak sem se naučila v zadnjem letu, da je tako najboljše. Jaz v bistvu za ta ep sploh nisem vedela do pred enega meseca mogoče, ko je kar enkrat kliknala, olej, pa če bi jaz res to naredila, ne. Tako da definitivno album, to je v planu. Tudi sodelovanja z tujino, tudi to je že nekaj časa v planu, mogoče bi že bilo to leto, če ne bi tako bilo, kakor je. Tako da te dve stvari sta zdaj res tako bliže. Super, jaz mislim, da smo te zdaj izčrpno vse vprašali, tvoje detajle, življenja. Včasih se počutim, da smo tako neki reporterji. No, lahko zdaj še jaz nekaj vprašam? Povej. Ti si svoja knjigica prvo. Jo, ne, tega. Zakaj ne? Ne. Sem pohvalila. Če to za tebe, to si ti zdaj. Rada bi te sam pohvalila. Če sem jaz svoj ep izdala, da si ti svojo prvo knjigico trošku izdala. Res mi je lepo. Dobre, ni lahko. Hvala, jo, nekaj neroden. Še dobro, da maska česa. Super, hvala ti za vse vprašanje. Zdaj še imam pa eno zadnje vprašanje za tebe. Če mogoče pobrskaš po spominu, dobro, kaj je bil tisti trenutek, ki je bila res ogromna prelomnica v tvojem življenju, da si vedela, zdaj pa bo nekaj velikega iz tega nastalo. Mogoče, če to lahko opišeš malo. Ja, definitivno je to slovenska nota, zmaga na slovenske noti. To je bil en tak dogodek v mojem življenju, ko je prišla čisto nepričakovano, ne seveda, da se zmage ne pričakuješ, ampak hkrati je pa potegnila toliko enih novih stvari, medijske pozornosti, sodelovanja z različnimi ljudmi, ki so že v tem poslu. Tako da to recimo, pa tudi nastopi so se pa ful odprli, tako da to je bila ena taka zelo ogromna prelomnica v mojem ustvarjanju. Super. Najlepša hvala v imenu celotne ekipe MCC-a, da si prišla, bila naša gostja in si vzela čas, da si delila v bistvu del svojega življenja z nami, zato ker ko te vidim, si že lahko v prihodnosti predstavljam res, pa še zdaj si fenomenalna pevka, ampak neko pevko tam na odru v New Yorku, ki bo pela, autograme delila, ker imaš res posluh, karizmo, neverjetno interpretacijo, plus tega se pa mi že zdi super, da si glede teh zadev skromna in to je pa res veliko, tako da hvala ti. Hvala tudi vam za povabilo. Ni panike. Res rada, vedno rada pridem v MCC. Super, nas veseli, tako da oder te bo vedno čakal, seveda, ko bo to možno. Tako da veliko uspeha na tvoji karierni poti. In pa res smo veseli, da bomo spremljali pa se s teboj veselili vseh dosežkov. Najlepša hvala. Hvala tebi. Hvala tudi vam, da ste gledali tale 10. MCC-ov podcast, MCC vam pove. Želimo vam, da ostanete predvsem zdravi in pa vas lepo pozdravljamo, tako da uživajte. Čau! Ja.